O ekoloških programih strank, komentar dneva Lidija Živčeč. Danes vstopamo v predvolilno bitko za mandat, v katerem se bomo morali odločiti, ali bomo podnebni sistem našega planeta prepustili propadu, ali pa ga bomo s pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem poskušali stabilizirati. Ker se pomembnosti te odločitve zaveda le malo politikov, poskušamo v fokus društva s kampanjo Big Ask oziroma Velika zahteva že od maja letos opozarjati na pomen te teme v volilnem času. Včeraj smo predstavniki društva s kolesi obiskali sedeže 9 strank. Opozorili smo jih na pomembnost reševanja podnebnih sprememb ter jim predstavili zahtevo za sprejetje podnebnega zakona, ki bo določil cilje zmanjšanja emisij za Slovenijo. V skladu z znanstvenimi ugotovitvami morajo biti ti cilji vsaj 30% zmanjšanje emisij do leta 2020 ter vsaj 80% zmanjšanje do leta 2050 in sicer z domačimi ukrepi. Zakon mora predpisati tudi vsaj 4% letna zmanjšanja ter strog način za spremljanje izvajanja. Na velikem termometru smo simbolično prikazali, za koliko se utegne dvigniti povprečna globalna temperatura, če bi se Slovenija ravnala po predvolilnih programih posameznih strank. Po pregledu programov strank v fokusu z razočaranjem ugotavljamo, da večina strank problema podnebnih sprememb ni prepoznala kot enega ključnih razvojnih vprašanj. Vse stranke bi nas popeljale v podnebno katastrofo, saj nobeden od političnih programov ne postavlja ciljev, ki bi bili dovolj ambiciozni za stabilizacijo podnebja. V dosedanjem poteku kampanje Big Ask je več kot 2200 ljudi spraševalo politične stranke, ali delamo dovolj, da bi preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb, zakaj še nimamo podnebnega zakona in kaj bodo naredile, če bodo izvoljene. Stranke zato pozivamo, da pred volitvami na ta vprašanja odgovarjajo v predvolilnih razpravah. Kot volivci in volivke zahtevamo, da postane podnebje ena od osrednjih tem letošnjih volitev. Strinjamo se, da je pomembno rešiti vprašanje korupcije v Sloveniji, vendar je v tem trenutku bistveno bolj pomembno, kako bomo rešili vprašanje varnosti naših domov, polj in morda celo življenj pred neurji in točo. Kako bomo rešili vprašanje dostopa do trajnostne energije, naraščajočih cen hrane in dostopa do mobilnosti za vse skupine prebivalstva.